zbrani za tem omizjem smo vesele, da bomo ta čas preživeli skupaj. Tema, o kateri bomo govorili, je izjemnega pomena, veliko večjega, kot je morebiti videti na prvi pogled in kot bi se zdelo, da gre samo za črko na papirju, da gre samo za določbo v zakonu. Naslovile smo ta večer, ali je družina še osnovna celica družbe, predvsem v mislih, ali bo to še ostala. Večer pa organiziramo v sodelovanju odbori, ženski odbori, ali pa odbori ženske zvez SDS, NSI in SLS. V svojo družbo smo pa povabili spoštovani gospod Metko Zevnik iz Koalicije za otroke gre. Zakaj se nam je zdelo pomembno, da se danes dobimo? Predvsem zato, ker vidimo, da v zadnjih letih tudi v Sloveniji je precej krhko gledanje na ljubezen, na družino, na zvestobo, ampak predvsem v enem delu naše družbe. V delu, ki ga pa tudi tokrat, kot tudi že pred 3 leti, najbolj izpostavljeno predstavljajo prav somišljeniki Združene levice. In tako nas, lahko rečemo, 3 leta po referendumu o družinskem zakoniku postavljajo pred nov referendum. Seveda pa se ga bomo tudi tega udeležili in če bo potrebno, se bomo udeležili tudi naslednjih. Na referendumu o družinskem zakoniku leta 2012, takrat smo družinski zakonik zavrnili, je bilo potrjeno in ohranjeno stališče, da je prav zdrava družina v tradicionalnem pomenu besede tisto okolje, ki predstavlja najboljše okolje za razvoj in osebnostno rast otroka. Pač zato, ker je to edina naravna družina. In na tem stališču stoji tudi vrsta priznanih strokovnjakov, ne glede na njihovo siceršno politično opredelitev. Jaz bi izpostavila rada enega izmed njih, sicer pokojnega akademika, profesorja dr. Jožeta Trontla, ki je v enem od intervjujev dejal takole, da se Komisija za medicinsko etiko zavzema, da otroku ne bi smeli vnaprej odrekati pravice do očeta in pravice do matere. Predlagatelji sporne novele Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih pa hočejo ravno to, vnaprej želijo namreč odreči pravice do mamice, do atija in celo več, to zapisati tudi v zakon. Mama in oče pa sta gotovo tista, ki ju ne more nihče enakovredno nadomestiti, pa ne to zato, ker bi sama tako hotela ali pa ker bi to hotela, ne vem, katera od konzervativnih političnih strank, ampak zato, ker jima je to dano po naravi. In vse drugo je tako, če nekoliko ponazorim, kot da bi želeli, da hruška zraste na jablani, ali pa kot da bi pričakovali od dveh naprimer, odraslih zajcev, da naredita malega zajčka. In tudi vse drugo potem lahko kaj hitro vodi v izdelovanje, v proizvodno, v trgovino. Jaz sem prepričana, da smo kot družba že dovolj soočeni z bremeni tega časa, od bremena trgovine z belim blagom, tudi suženjskega izkoriščanja otrok, ki je ponekod še. Seveda pa, tudi ko govorimo o družini, vemo, da življenje prinaša raznolike težave in preizkušnje, da pač vse ni ena sama ljubezen in romantika, da pač vse ni idealno, ampak to velja za tako homoseksualen, kot tudi za heteroseksualen odnos.
Če se vrnemo nazaj na predlagano sporno novelo Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, pa vidimo, da ta predvsem napada otroka, mamo in očeta po eni strani, torej člane družine, ampak po drugi strani pa je ta novela sporna tudi zato, ker napada družino kot institucijo. Družino kot tisto, ki je pomembna za razvoj naroda in konec koncev tudi za obstoj nekega naroda. Teh stvari se mi zdi zavedajo tudi predlagatelji sporne novele, predvsem zakaj? Da stvari niso čiste, se pač vidi predvsem zato, kako so predlagali način sprejemanja oziroma spreminjanja Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Spremembo so predlagali po skrajšanem postopku in s tem iz zakonodajnega postopka izločili, lahko rečemo, tako strokovno javnost, kot tudi posameznike državljane. Izločili so splošno javno razpravo, ki je sicer v zakonodajnem postopku običajna in še toliko bolj običajna in nujna bi morala biti pri tovrstnih spremembah. To tudi kaže po našem stališču, da nimajo pravih argumentov in se zato te razprave želijo izogniti. Problematiziranje človekovih pravic in neenakopravnosti pa je samo krinka. Namreč, zakaj pravim krinka? Zato, ker je področje homoseksualnih parov urejeno že desetletje za Zakonom o registraciji istospolnih partnerskih skupnosti. Sprejeli smo ga leta 2005, ko smo bile v vladni koaliciji. Vse tri stranke, ki smo tudi danes tukaj zbrane, in s posegom Ustavnega sodišča je rešeno bilo leta 2009 tudi tisto vprašanje v zvezi z dedovanjem. Torej, mi ne vidimo nobene potrebe, ne pravne, ne dejanske, da bi se sam sistem spreminjal. In pravzaprav, da nadaljujem tudi z odločbami Ustavnega sodišča. Ustavno sodišče nikoli tudi ni reklo, da bi bila ureditev zakonske zveze v sedaj veljavnem zakonu protiustavna. Naša ureditev povsem sledi ureditvi v Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki v 12. členu ko govori o pravici do poroke, pravi takole, če citiram: moški in ženske, zreli za zakon, imajo pravico skleniti zakonsko zvezo in si ustvariti družino v skladu z domačimi zakoni, ki urejajo uveljavljanje te pravice. Zdaj, kakršenkoli dvom o tem, o razlagi, kako ne bi razlagali ta člen, odpravljajo odločitve Evropskega sodišča za človekove pravice. Na to temo v eni od svojih odločitev iz letošnjega poletja je Evropsko sodišče za človekove pravice ponovno razsodilo, da je zakonska zveza v državah članicah Sveta Evrope ostaja življenjska skupnost enega moškega in ene ženske. Opozorilo je tudi, da pravica do sklenitve zakonske zveze, ki jo določa omenjeni 12. člen Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, državam ne nalaga dolžnosti, da bi tudi istospolnim parom zagotovili možnost sklenitve zakonske zveze. In sodišče je v sodbi tudi poudarilo, da je za istospolne pare registrirana partnerska skupnost povsem primerna možnost za pravno ureditev njihovega odnosa. Ko prehajam v zaključek tega uvodnega dela, pa bi rada kot predstavnica ženske zveze izpostavila tudi svojo oceno, da bodo poleg otrok nosile največji del bremena sporne novele ravno ženske.
ko jih bodo homoseksualni pari prosili za nadomestno materinstvo. Vsi vemo in veste, da tudi to ni več tabu tema v Sloveniji. Tako ženske, ki so na socialnem robu, kaj hitro lahko postanejo žrtve v svoji stiski in pa potrebi po denarju ali pa po preživetju družine, se lahko same ali pa na prigovarjanje, torej tudi pod vprašanjem prisile za to odločijo, da bi, kot rečeno, nekaj zaslužile za preživetje družine. Ko gledamo razne prispevke na to temo, je čisto, bi rekla, odprto se o tem govori, da je nadomestno materinstvo ocenjeno v višini od 40 tudi do 90 tisoč evrov in pač to je lahko tista mamljiva vsota, ki lahko katero premami v nadomestno materinstvo. Ampak vemo, da to pa je neke vrste tudi prodaja svojega telesa. Za zaključek pa prihajam na osebno raven. Tudi nama z možem, kljub najni želji, ni bilo dano postati mama in oče, torej nama ni bilo dano očetovstvo oziroma materinstvo, ampak vseeno res nočem sveta, kjer bi bil otroček predmet kupne pogodbe in predvsem zato bom sama odšla na referendum in glasovala proti. Mislim, da veliko vlogo lahko tukaj odigramo ženske in zato vas res vse skupaj vabim, da se mi pri tem pridružite, obkrožite proti, predvsem zato, da ohranimo družino kot osnovno celico naše družbe. Hvala. Pa predajam besedo gospe Rajevi. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. V Slovenski demokratski stranki prav tako nasprotujemo spremembam, ki se nam obetajo oziroma o katerih bomo odločili na referendumu 20. decembra. Namreč menimo, da je družina, kot smo dali temu naslov, osnovna celica družbe in želimo, da to tudi ostane in da razumemo, kaj družina je, ali urejamo razmerja med odraslimi osebami in njihovimi otroki, ali pa urejamo razmerja med odraslimi osebami. Stvari so različne, o tem je govorilo tudi Ustavno sodišče, ki je povedalo v svojih odločbah, da gre v istospolni partnerski skupnosti za podobno zvezo, kot je zakonska, ne pa enako, in se mora temu primerno tudi urejati. Od družinskega zakonika, s katerim se je želelo na glavo postaviti v bistvu vso družinsko politiko, ki je v tej državi veljala, je minilo nekaj let in pričakovali bi, ker so takrat bila odprta mnoga vprašanja, da bomo v vseh teh letih veliko govorili o družini, o razmerjih med odraslimi osebami v istospolnih skupnostih, o težavah, ki jih imajo. Kot je povedala Mojca, smo ravno v našem času, naše vlade, sprejeli zakon o istospolni partnerski skupnosti, ravno zato, da se na primeren način uredijo razmerja med dvema osebama z istospolno usmeritvijo. In podobno urejajo te razmere tudi druge države. Tudi Evropsko sodišče za človekove pravice je v več svojih sodbah povedalo, da je to tudi najbolj primerna oblika urejanja razmer med dvema odraslima osebama z istospolno usmeritvijo. Istospolna partnerska skupnost ne more biti enaka, lahko je samo podobna, kot sem rekla, ker seveda nima reproduktivne vloge. Obstaja veliko ali pa tudi kar nekaj skupin istospolno usmerjenih oseb, ki prav tako nasprotujejo spremembam zakona, ker so sami rasli v drugačnih družinah. Iz medijev, iz tujine, kjer so
take skupnosti bile izenačene z zakonsko skupnostjo, imamo podatke, kaj se dogaja, oziroma lahko vidimo posledice, vendar naši mediji o tem ne poročajo, o tem ne moramo slišati pri nas, moraš si sam poiskati informacije. V teh dneh sta bila obsojena dva moška, ki sta posvojila 6-letnega fanta v ZDA zaradi zlorab tega fanta. O tem na naših medijih ne morete prebrati nič in nič o tem slišati. Pogosto pa slišimo, da so naše družine alkoholikov, nasilja in tako naprej, kot da v kakšnih drugih skupnostih tega ni. Ampak, kot sem rekla, pred 3 leti smo na to temo odprli kar veliko razpravo in v vseh teh letih bi lahko marsikaj od tega tudi uredili. Mimogrede tudi zakon o preprečevanju nasilja v družini je sprejela naša vlada. Torej, je zelo jasno, kdo si želi urejati probleme, kdo pa pač neke floskule, kršenje človekovih pravic izkorišča za neko svojo ideologijo, ki je naslednji korak, če bodo te spremembe, ki so pred nami uveljavljene. Zveza med moškim in žensko je zaradi tega, ker je ena od njenih značilnosti usmerjenost v rojstvo novega življenja tudi varovana z ustavo. V ustavi imamo zapisano, da država varuje družino, materinstvo, očetovstvo, otroke in mladino ter ustvarja za to varstvo potrebne razmere. S tem, ko je Združena levica predlagala spremembe zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki je nekaj desetletij urejala ta razmerja in spremenila praktično samo 3. člen, kjer besedno zvezo moža in žene spreminja v skupnost 2 oseb, ohranja pa pomen zakonske zveze v zasnovanju družine. Pomeni, da vsi naslednji členi tega zakona seveda veljajo potem tudi za istospolne partnerske skupnosti. Med njimi tudi posvojitev, čemur mi odločno nasprotujemo. Danes praznujemo oziroma obeležujemo dan boja proti AIDS-u. V Sloveniji je nekaj 100 obolelih, samo v zadnjem letu je obolelih 36, od tega je 25 moških, ki živijo v istospolnih partnerskih skupnostih oziroma so se opredelili kot homoseksualci. Torej lahko tako skupnost ocenjujemo kot rizično ali pa problematično, ravno zaradi tega, nam razlagajo, kako bodo ljubeči starši. Najbrž je pa zelo hudo za enega otroka, če mu potem tak starš umre zaradi spolno prenosljive bolezni, kar kaže podatki, ki sem jih povedala. Zato na tak eksperiment seveda ne moramo pristati. Treba je povedati to, da skupine, društva, ki zagovarjajo, torej LGTB, to so lezbike, geji, transseksualci in biseksualci, najbolj bi se moralo o tem pogovarjati, kaj vse zagovarjajo, kaj vse prakticirajo in s čim vse želijo prodreti v praktično vsakdanje naše življenje, tudi v naše šole, v vzgoju otrok. Kajti v nadaljevanju, ali pa če pogledate njihove spletne strani, te skupine, skupnosti in društva zagovarjajo teorijo spola, torej, da nam spol ni dan z rojstvom, ampak si ga lahko izberemo. V državah, kjer taka ureditev že velja, Massachusetts, na primer, od leta 2004, lahko vidimo tudi posledice, ampak tudi o tem ne boste zvedeli iz naših medijev. Obstaja pa film, kaj se je zgodilo v Massachusettsu po zakonitvi, torej izenačenju istospolnih partnerskih skupnosti z zakonsko zvezo in si ta film pogledajte. Če bi želeli, da je to poštena kampanja in če bi si želeli, da smo seznanjeni, kajti ustavna pravica je tudi pravica do informiranja, torej da smo informirani o teh stvareh, bi vse to videli in bi se potem lahko z več podatki lahko odločali za ali proti. Da ne gre in da je stvar dolgoročno problem, zagotovo dokazuje to, da se poskuša ignorirati ta vprašanja, da se
jih v medijih sliši čim manj, da se čim manj ljudi potem tudi udeleži referenduma, da je kvorum. Jaz sicer ne dvomim, da bomo ta kvorum dosegli in tudi ne dvomim, da bodo večinsko Slovenke in Slovenci se odločili proti. To bomo tudi sami zagovarjamo in bomo zagovarjali tudi v nadaljevanju in pozivam vse, da se udeležite referenduma in glasujete proti, da se pogovorite s svojimi znanci in prijatelji, da si pogledajo film, ki sem ga omenila. Ker najmanj kar je, da vemo, kam to pripelje. Danes si niti ne moramo teh stvari vseh predstavljati, zato ker seveda v njih tisti, ki zagovarjajo te spremembe, ne govorijo, ker vedo, da v tem primeru bi bila večina zelo proti. Zato je najbrž na nas, da ljudi osveščamo, koliko nas ljudje se pač premalo zanimajo, tudi ne dobijo informacij, koliko jih ni, ne, če jih sami ne poiščamo. Torej, na referendum in glasovati proti. Hvala Lenki Raj, predsednici ženskega odbora SDS in v nadaljevanju prosim invadni besedi magistro Vesno Starman, predsednico Slovenske ženske zveze pri SLS. Ja, tudi članice Slovenske ženske zveze pri Slovenske ženske stranki. Ja, tudi me bomo šli na referendum in bomo obkrožili proti. Pa ne zato, ker smo proti homoseksualnih parov, ampak zato, ker tudi naš program obsega predvsem družinsko politiko in želimo tudi tu gledati pravzaprav z vidika otroka, z koristi otroka in ne koristi odraslega. Odrasli smo odgovorni, znamo sprejemati svoje odločitve, otroci potrebujejo tudi našo pomoč. Sama sem mati 5 otrok, poleg tega sem tudi strokovno na področju, se ukvarjam s področjem vzgoje, zato sem si vzela čas in sem šla še enkrat prebirati teorijo, če morda sem spregledala kakšno teorijo, ki bi bila v korist predlaganemu zakonu, ampak pač je nisem našla. Našla sem še vedno teorije, ki podpirajo da pri vzgoji sodelujeta oba, tako oče kot mati. Zakaj pa oče mati v tem spolu, moškem in ženskem? Zato, ker v bistvu nismo si različni samo v biološkem smislu, ampak smo si različni tudi drugače. In tudi drugače vplivamo na otroka. In sicer obstajajo razlike v vedenju, različna je dovzetnost za mnoge vedenjske, čustvene, osebnostne motnje. Potem zelo pomembno je recimo pri vzgoji deklice, da je oče prisoten, ker s tem je seveda pozitivno prisoten, ker s tem pomaga pri samospoštovanju, pri njeni nadaljnji izbiri partnerja. Pomembno je, da je prisoten pri vzgoji sina, ker mu s tem pomaga pri osamosvajanju. Predvsem tukaj smo mame tisti, ki mogoče hočemo sina preveč časa držati v svojem okrilju in je vloga očeta tista, ki ga od mame vzame, kar je tudi prav. Torej imamo mamo, ki poskrbi bolj za čustveno plat in imamo očeta, ki skrbi za to drugo racionalno plat. To so pač teorije, to so dejstva in zaenkrat pač ne poznam druge teorije, zato bom pač podpirala naprej to teorijo. Predlagatelji zakona želijo razvrednotiti družino, v katero mi vsi verjamemo, želijo nekako poistovetiti, da so vse družine enake. Kot sem rekla, kot sem povedala prej, mislim, da niso enake. Pa tudi se mi ne zdi se mi prav, da se kar tako v bistvu zavajajoče vnašajo zdaj v tej kampanji. Pravijo, da tradicionalna družina nujno nasilna, da so tradicionalne družine imajo može oziroma očete alkoholike, kar je zelo žaljivo pravzaprav do tistih, ki pa živimo v taki družini. Jaz v moji družini nimamo alkoholika, nimamo nasilja, mojih prijateljev tudi ne. Seveda so to take družine, to ne pomeni, nisem rekla, da jih ni. Ampak te družine potrebujejo pomoč, ne pa kazati s prstom na njih in reči, okay, vse družine so take družine. Ni res, da so take družine. Strinjam se z dejstvom, da
je družina zdaj morda v krizi, ampak ko je družina v krizi, ne pomeni, da zdaj bomo pač zamenjali, enostavno bomo pač objekte zamenjali, ampak bomo morali potem seveda z družinami delati malo bolj občutljivo, malo bolj jim pomagati. Torej, bolj bi morali razvijati na družinski politiki, več bi morali delati na tem, da se očete vključili v družino, ne pa enostavno vzeti nek zakon in predlog pa spremeniti po svoje, tako da bi na hitro nekaj zrezali. Ker mislim pa, da s tem v bistvu delajo medvedje uslugo ravno homoseksualnim parom. Ker s tem, ko so zarezali, s tem, ko so v bistvu posegli v najvišjo vrednoto slovenskega naroda, so dosegli kontraučinek. Dosegli so to, da smo postali vsi malo bolj ogroženi, in ko smo ogroženi, takrat v bistvu morda napademo in rečemo kakšno stvar, ki si pravzaprav ne mislimo. Mi nismo proti ljubezni, kot se zdaj govori o bolje. Smo proti ljubezni, smo iz srednjega veka. To ni res. To sploh ni res. Samo počutimo se ogrožene, tako kot se morda kdaj počuti tudi on ogrožen. Skratka, če se na hitro povzamem, pred koliko smo že vse povedali, tudi me bomo iz teh razlogov okrožili proti in šli seveda na referendum. Hvala, Vesna. Redko, lahko rečemo, se zgodi tako množično sodelovanje tudi civilne družbe, različnih civilnih društev, združenj, ustanov, vendar, ko pa gre za otroka, pa je ta volja in moč močna. Tokrat je civilna iniciativa zbrana pod okriljem Koalicije za otroke gre in veseli smo vaše družbe. Gospa Metka Zevnik, ki vam predam besedo. Hvala lepa. Mogoče bi prosila, ker imam zadnje čase že kar tak zrabljen in znucan glas. Mogoče bi tale mikrofon. Ne, si to je sam za vas. To je samo za vas. Lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Res je to, kar je rekla gospa Mojca, torej, da smo se številni združili v civilno gibanje, ki se mu pravi za otroke gre. Kar nekaj časa smo izbirali to ime, zakaj pravzaprav gre, in sklenili, da gre za otroke. Od tod naše ime, naše zveze, naše koalicije ne gre za odrasle, tu gre za usodo otrok. In o tem bomo glasovali, in ker je usoda naših otrok ogrožena, moramo glasovati proti. Naše sogovornice danes so že veliko povedale, kaj pravzaprav se bo zgodilo. Tudi mi razmišljamo o tem, tudi mi smo proti za to. Verjetno veste, kako težko smo izborili ta referendum. Od tega, da je bil zakon sprejet po postopku, ki ni omogočil nobene razprave, do tega, da smo zbrali podpise za začetek referenduma in je Državni zbor to prepovedal po 4 dneh, ko so poslanci, pač tisti predlagatelji zakona, ki so ga sprejeli, ugotovili, da je velika podpora ljudi. Vse smo v 4 dneh zbrali kar 48.000 overoljenih glasov. To se v Sloveniji še ni zgodilo. To pomeni, da je našim državljanom, državljankam družina nad vse draga in nad vse pomembna, tako kot naši koaliciji, še zlasti pa otroci. Ustavni spor, ki smo ga potem morali sprožiti, je čakal dolgo na razrešitev in jo tudi dobil. Tisto, kar bi moralo biti samoumevno, da ljudje na referendumu lahko povedo, kakšno življenje svojih družin v tej državi želijo. In ta trenutek nam je dan, ampak dan nam je samo ta trenutek. Zato je odločitev tako zelo pomembna. Naša zgibanka, ki v tem trenutku
bi rekla, kroži okoli in gre iz roke v roke, ker jo pač delimo od človeka do človeka. Ima tukaj le eno petko, našo rokico verjetno poznate, kot simbol Koalicije za otroke gre. In pravi, grem na družinski referendum in glasujem proti. Kaj ta petka pomeni? Če odprete to zgibanko, pravi tam 5 ljudi bom povabil na referendum. Namreč referendumska zakonodaja se je spremenila in zdaj ni dovolj, da dobimo referendum z več kot 50% tistih, ki se udeležijo, ampak moramo kar z 20% vseh glasov zakon zavrniti. To je v tem trenutku nekje med 343 in 345 tisoč glasov. In vsak od nas ne more zagotoviti teh glasov. To je nemogoče. Ampak vsak od nas pa lahko povabi in se pogovori s 5 prijatelji, s 5 znanci in jim razloži, zakaj pri tem referendumu gre. Kaj se bo pravzaprav po uveljavitvi, če bo tak zakon izglasovan, v tej državi zgodilo. No, in zato je ta petka, in vzemite si jo prosim k srcu in resnično vsak naj nagovori in povabi 5 ljudi, da pridejo na volišče in oddajo svoj glas. To je naše povabilo, naše koalicije. Ko sem rekla, da je glasov nekje med 343 do 345 tisoč, je to ena izmed zelo bolečih točk danes. Tista zadnja, ki jo moramo premagati. Namreč zakon, ki bi moral opredeljevati, kako se pride do tega kvoruma, torej kako se ga ugotovi točnega, enostavno ni sprejet. Sprememba v ustavi je bila, ne pa sprememba zakonov. In ugotovili smo, da je sestavljanje volilnega imenika takšno, da se pravzaprav ne da točno določiti, kaj je 20% slovenskih volivcev. Zakaj? Volilni imeniki se tiskajo 15 dni pred volitvami oziroma pred referendumom. V 15 dneh umre povprečno dnevno na dan 51 ljudi. Se pravi, da tam preko 700 ljudi sploh ne more voliti, ker so pokojni. Potem imamo še en volilni imenik, ki je narejen za državljane, slovenske državljane v tujini. In slovenski državljani v tujini morajo v primeru smrti svojca javiti v Slovenijo, da je nekdo umrl. Ampak tega ali naredijo ali ne naredijo. Torej, kako je z imenikom v tujini, se ne da točno ugotoviti. Prav tako so lahko tam ljudje, ki jih ni na nekem naslovu in ne dobijo pošte, ker se pri vsakih volitvah vrne nekaj tisoč glasovnic nazaj. In gledajte, se pravi, mi smo se obrnili tudi na Državno volilno komisijo, da naj podajo metodologijo, ki bo pravična, v kateri bomo vedeli, kaj točno, a je to 343 tisoč glasov, a je to 345 tisoč glasov, mi jih moramo pač zbrati. 2000 glasov pomeni eno veliko naselje v Sloveniji, volivcev. Torej, zdaj se stvari upamo, urejajo v tej smeri. Nekaj smo se dogovorili, torej Državna komisija je o tem razpravljala, prisluhnila temu, kako upoštevati pokojne v Sloveniji. Nimam pa še odgovora, kako upoštevati
tisto, ker obvestila o pokojnih iz tujine prihajajo z velikim zamikom. In če bo šlo tukaj za nekaj 10 glasov, bo zadeva lahko zelo pereča in vprašljiva. Zato smo se v koaliciji, midva z gospodom Primcem, obrnila na Državno volilno komisijo še pravočasno, da skušajo te stvari tudi urediti tako, da bo legitimno in legalno. Zdaj, o sami vsebini. Državni zbor nikoli ne bi smel sprejemati zakonov, ki so proti naravi. Ta zakon pa je proti naravi. Zato, ker enostavno omogoča, da tisto, kar zakon zahteva, zasnovanje družine, da to storita lahko 2 moška ali 2 ženski, čeprav se striglava dol, kot jaz pravim, vidi, da 2 moška skupaj otroka ne morata imeti, pa 2 ženski tudi ne. Se pravi, da je sam zakon v kontradikciji, nasprotju s tem, kar zakon v temelju zahteva, zasnovanje družine. Zasnovanje družine je imeti otroka, to je prihodnost države, to je prihodnost družbe in danes družine delujejo tako. Zdaj, seveda, ker je ostali del zakona ostal popolnoma enak, kot je povedala gospa Alenka, Mojca, je treba vse podrediti tema 2 osebama. Zdaj, zveza ni več moškim in žensko, ki normalno, če sta zdrava, rodita skupaj otroka, ampak se vse podreja temu, da sta v zvezi lahko 2 moška ali 2 ženski, ali 2 transseksualca, ali 2 taki osebi, ki si na 14 dni spreminjata spol, pa sta ženski in moški, in taki so v tem LGBT in Q še črki, še kakšna bo prišla. Glejte, mi pa nekaj vemo, kaj naravno, da se rodi deklica, da se rodi deček in ne oseba 1 in 2. In da deklica je v prvem trenutku spočetja se že ve, da bo deklica. In v prvem trenutku spočetja se ve, da bo deček deček. In tako bo do konca sveta. Nikoli ne bo drugače. Ta zakon pa je proti naravi. In ker je proti naravi, kar narava ne da, se pričakuje, da da država. In to je v tem zakonu. In kaj naj bi dala država? Država naj bi dala otroke. Otroke tistim, ki jih ni dala narava. Na kakšen način? 2 ne gre. Vstopiti mora 3. oseba. Se pravi, pri 2 ženskah nek moški v ozadju, ki nikoli ne bo temu otroku prepoznan kot oče, mu bo skrit. In če bosta to 2 moška, preko tega, kar je bilo rečeno, nakupa matere, neke revne matere, ki bo za ta 2 moška rodila otroka. Ponavadi še jajčne celice da druga ženska. Se pravi, imamo eno zmedo, ampak na koncu bo ta otrok rastel brez mame. In pravica otroka je, da pozna mamo in da pozna očeta. In da če je le mogoče, raste ob svoji mami in očetu. Tudi stare starše mora poznati. Osebno sem v to koalicijo pripeljala Glas starih staršev, Združenje starih staršev, ki ga vodim. Enostavno zato, ker ta zakonodaja stare starše popolnoma izrinja iz družinske zakonodaje. Kot nekoga ne bodi ga treba.
ampak mi smo del družbe. Mi tej družbi veliko pomagamo zaradi svojih otrok, ki jih imamo radi, svojih odraslih otrok. Zato, ker imamo otroke radi. Glejte, vsa ta zadeva se je nekje začela z enim skrajnim feminizmom. Ženska je obremenjena, če je mama. Njena pot je izključno karijera. Ampak, gledajte, jaz imam eno kariero za seboj. Lahko rečem, da uspešno. Pri tem mi je pomagala moja mama. Pri mojih otrocih, pri mojih sinovih, 3, ki jih imam. Ampak karieri sem se posvetila takrat, ko so bili v glavnem, ko so bili moji sinovi že stari 18 let in več. In danes, ko sem iz tega ven, je ta karijera zelo bleda senca vsega. Tisto, kar šteje, so pa moji vnuki, ki so tudi v naši hiši, ki pridejo k meni dol zjutraj, ki jih odpeljamo v vrtec, ko skupaj pozajtrkujemo, tudi pomolimo, ko pridejo k nam risati, torej v hiši je življenje. In to življenje danes šteje, ne tista karijera. To sporočam vsem ženskam. Čeprav je karijera tudi pomembna, ampak ob svojem času. Naša Vesna, ki tukaj sedi, je rekla, da je mamica 5 otrok in uspešna v svoji karieri. Ta zadnji otroček, punčka, je, mislim, 3 mesece stara. Glejte, zakaj lahko Vesna v tem trenutku je tukaj? Vprašala sem jo, kje pa je tvoja punčka? Je pa rekla, jo mož zdaj le pelje z vozičkom naokrog. Se pravi, da je uspešna lahko zato in je tukaj zato, ker ima pravega moža. In je rekla, se bom mogla majčkeno prej odideti, da bom podojila svojo punčko. Se pravi, mož je bo pripeljal. In če si zdaj predstavljamo, da bi bil tukaj nek moški, in bi otroka vozil njegov drugi moški z vozičkom, kam bi ga peljal dojiti. Ta otrok v takem primeru mame ne bi imel, podojen ne bi bil nikoli, z dojenjem pa prihaja v otroka ljubezen. In ljubezen bomo odvzeli temu otroku. Danes lahko beremo v medijih zgodbe. Zgodbe mam, ali poslušamo tudi na kakšnem soočanju, mam, ki imajo sina homoseksualca, ki imajo hči lezbiko in pravijo, želim jim vso srečo, podpiram, da se poročijo, da stopijo v zakonsko zvezo, želim jim vse dobro. Razumem te mame, da želijo to, ampak na čigav račun. Dokler je ta fant in ta punca v zvezi po zakonu, ki velja sedaj, in jim pripadajo vse pravice, kar je tudi prav, kar se tiče ekonomskih in socialnih pravic, so v družbi priznani, vendar so različni. Različni od moža in žene, ki lahko skupaj imata otroka. In nepravično in krivično do otrok je, da zahtevajo te mame srečo za svoje homoseksualne otroke na račun nekega otroka, ki ne bo potem imel mame, ki ne bo imel očeta. Da lahko posvoji tak par, moški, ženska, mojega vnuka, če bi do tega prišlo. Jaz pa ga ne smem. Zdaj mi pa povejte, kje je pravica. Pravica ene skupine se neha tam, kjer se začnejo pravice
druge skupine. In obravnavanje različnih situacij, različno, ni ne diskriminacija in ne homofobija. Zato je prav, da imamo dva zakona, enega, ki ureja socialne in ekonomske pravice ljudi, ki po svoji naravi otrok ne morejo zasnovati, in drugi zakon, kjer se urejajo odnosi med zakonci z otroci, posvojitve, rejništvo in pač meddružinski odnosi. In rada bi še izpodbila enega najbolj citiranih sloganov zagovornikov tega zakona, ki pravi, ni res, da zakon nikomur nič ne jemlje in le daje. Torej, kar sem povedala, se vidi, da bodo nekateri otroci ostali brez mame in očeta. Da bojo zato, ker imamo zdaj dve osebi v zakonu, morali mame in očetje dobiti naziv starš 1 in starš 2, da ne bodo homoseksualni pari diskriminirani. To tako je v drugih državah. In tisto, kar je še posebej boleče in bo zadelo vso družbo in to v trajno, pa je uvedba homoseksualne vzgoje v šoli. Sporočajo nam preko časopisov in preko medijev, ki praktično absolutno podpirajo zgolj tisto, kar je za, in ne omogočajo nobenih pogovorov med stroko, nobenih dolgotrajnih argumentacij, da bi ljudje lahko presojali, kaj je v zadju, ker to se ne sme slišati. A tisti, ki sem in tja lahko kaj povemo, malo več javnosti, pa pravijo, da širimo neke strahove in podobne zadeve, ko govorimo o tako imenovani šolski zgodbi. Ampak ta šolska zgodba je dejstvo v državah, kjer so take zakone že sprejeli. Ta šolska zgodba je dejstvo s tem učbenikom, ki se mu reče ljubezen je ljubezen, pa je bil že 3 leta nazaj v prvem družinskem zakoniku. Kdo mislite, da ga je plačal? Mi, davkoplačevalci. Amnesty International, ki je dobil verjetno preko Ministrstva za šolstvo ali Ministrstva za delo in tako naprej denar za to. Ta učbenik je Združena levica seveda posvojila in še preden je bil zakon sprejet, v času volitev so rekli, da bo to postalo obvezno učno gradivo. In kaj pravi, če dovolite, mogoče malo prekoračem, to učno gradivo govori tako, nekaj stavkov bom prečitala, ki pravi takole. Če si rojena kot ženska, se moraš temu primerno obnašati, govoriti in oblačiti, po žensko, enako, če si moški, in ljubiti moraš nasprotni spol, v narekovaji. Kako, prosim? Za rdeče podčrtanje. Pravi, ki tazga pa res ni mogoče. Naslednji izmed stavkov v tem učbeniku, priročniku. Poskusite razmišljati o svojih oblačilih, izgledu in vedenju v zvezi s spolom in zavestno izbirati. Izbirajte tisto, kar vam godi, kar vam je všeč in zanimivo. Raje kot pa tisto, kar se za vaš spol pričakuje, oziroma za kar si mislite, da so vaše prvobitne želje. Tako boste ustvarjali sebi lasten, enkraten spol in svet bo normalnejši. In danes v mnogih vrtcih Švedske, Danske, Švice oblačijo dečke v krilca, v oblekice. In
jih navajajo, da so deklice, da bodo zgubili, začne se že v vrtcih, torej kasneje in zelo hitro v šolah. Otroci izgubljajo svojo spolno identiteto, samomorilnost na Švedskem strmo narašča med otroci od 10. leta dalje, tako da pošiljajo v šolo psihoterapevte, psihologe, ki otroke odvračajo od samomorilnosti. In naslednji stavek, ki je namenjen tam nekje verjetno 10. 11. letom, to je vse za osnovno šolo. Identiteto vezanost na spol izražamo stavkom jaz sem to in to. Za hec lahko poskusite glasno ali pred ogledalom. Jaz sem lezbika, jaz sem gej, jaz sem ženska, jaz sem moški, jaz nisem niti moški, niti ženska. Pomembno je, da si ne poskušate za vsako ceno predstavljati, kako je biti lezbika ali gej, če slučajno niste. Recimo tako, da si v mislih predstavljate, da ste v ljubezenskem ali spolnem odnosu s svojo najboljšo prijateljico ali prijateljem. In tako naprej. To je učbenik za naše otroke, ki bo postal veljaven, ko bo ali če bo, in upam, da nikoli, ta zakon sprejet. O tem govori tako imenovana teorija spola, da se biološki spol, ženski, moški, da ni pomemben, ampak da si spol poljubno izbiramo in tudi poljubno skozi življenje menimo. Se pravi, to je tisto, kar sem rekla, da je zakon proti naravi in da tak zakon nikoli ne bi smel biti spisan. Ampak je. In posledice bodo seveda zelo težke. Zato vas vabim na našo petko in pripeljite ljudi, da bomo na referendumu glasovali za Slovenijo srečnih otrok, ki bojo poznali mamo in očeta in ki se bodo v šoli učili lepih stvari, prijateljstva, sočutja in da bodo še vedno radi poslušali pravljice in lepe zgodbice, ne pa seksualne zmote. Hvala, gospa Zevnik, in gotovo se mi zdi res v tem zaključku tudi zelo umestni poudarki, ker dejansko to vsiljevanje teorije spola, ki je že tudi v Sloveniji kar nekaj let prisotno, je še posebej sporno, ko govorimo tudi o noveli zakona in o tem, kako se želi vse obrniti na glavo. Predvsem zakaj, ker na ta način neko čisto otroško razmišljanje postavimo pod vprašaj, pred neke nepotrebne dvome, v negotovost in pogosto tudi v prezgodno odločanje za spolnost. Predvsem pa vsi vemo, da otroci, mladoletniki, kaj hitro lahko in hitro zapadajo trendovskemu razmišljanju in temu, kaj je moderno in kaj je zastarelo. In drži tudi to gotovo, drage mame in dragi očetje, da obstaja res čisto realna nevarnost v tem, da bi vaše otroke spraševali o tem, ali mu je všeč otrok drugega spola, ali je mogoče ne, ali mu je všeč otrok drugega spola, ampak istega spola in ali je morda zaljubljen v otroka istega spola. Ne, to so čisto realni... Samo majčko, gospa Mojca, to, da so se take delavnice izvajale, je dejstvo pred družinskim zakonikom in tudi po njem. Delavnice s tem, v šolo so prišli
istospolni aktivisti, torej homoseksualni aktivisti. Namreč, veste, tle vzad gre za denar. To so v bistvu aktivisti, ki služijo s takimi delavnicami, z vsem tem. Ljubljanski župan je že ravnatelje pozval, kako morajo predavati o enakosti. Noter so prišli preko, kako bojo o zdravju, o prehranjevanju in tako naprej. Starši niso vedeli, učitelji ven, a ne? In potem se je začelo. In ker so se eni starši pač opogumili in dali zadevo na inšpekcijo, je inšpekcija seveda ugotovila in to prepovedala, ker danes po naši zakonodaji nihče, ki ni usposobljen za poučevanje, ni učitelj, ne sme vstopati v razred, učitelj mora biti vedno poleg in se pravi, in še stvari morajo biti predstavljene staršem v obliki letnega delovnega načrta. Ampak to je bilo do zdaj. Če bo zakon sprejet, bo to verjetno drugače. Torej, delavnice so se že izvajali. Hvala. Zdaj pa v tem prvem delu zaključujemo mi in predajamo besedo vam.